Kjer je ministrant za zvonce? Ok, lepo zdrav vsem skup. Danes smo se dobili, da malo modrijamo, ne vem, kako se reče, če to besed. Rožica se reče. V fantazijski literaturi. Zdaj, to je, recimo temu, že naše tretje sreče, ne vem, se to že reče tradicionalno. Tradicionalno? Tretje tradicionalno. Pa neke slabe goste zbiraš, izraven najzbiri kdo drug. Ja, to je, veš, ono, hočeš reči, pa... Menjavaš to. Ne, vsi pa le rečem, nimam časa. Ne, veš kaj, to mislim, zato, ko sta tuk zgovorna, da pa ne pride tuk besede in pol. Svedinek za ston prideva. Tako je. Zdaj ne vem, koliko vam moram goste predstavljati, ampak vseeno bom. Tam na Vogalu sedi, ne vem, enega poznate kot Boštjana, eni verjetno kot Pidžamo, eni kot strica Vedanca, verjetno še kaj, to ne bomo raziskovali. Dela vse in zelo veliko. Zadnje čase se mi vidi, da malo snema še ne stvari. Pač sklepam po tvojemu FB, zadevaš nekaj. Pa orje, nive, pa... Zdaj je zelo slavn pisatelj tudi, ker imaš koliko 1000 komadov knjig predanih? 5000 to je aplavz. In to je točno, kar reče, če bi bili radi delati te množice, pa še niste imali knjige sabo. Ja, pa šnof je novega, zihar nosi že v sabo, da boste. Glavnem, ampak predvsem se mi pa zdi, da je on velik poznavec fantazijske literature in kot zanimivost zdaj ga vsi, takoj ko rečemo Pidžama, vsak reče, aha, Martin naj prevega, ne? Ampak ne povem, danes sem jaz opazil, da Martin je v bistvu sem zato, ker pač to je del službe. Preče je tis njegov. Zato, ko zdaj prineš toliko ene te robe danes, da ne vem, če bomo hoteli vse pogledati, mu tu dolgo. Za njega, Sergej, hvala. Moram reči, da je moj najljubši idrc. Verjetno poznam tudi sem njega, ampak kljub samo moj najljubši idrc. Poznate ga, tisti, ko berete Jokerja, tisti, ko ne berete Jokerja, veliko zamujate v življenju. Ampak tudi on je tisti človek, ko se je v zadnje čase zelo dal v prevajalstvo. In je lani tudi eden od glavnih razlogov, zakaj smo tu je ta knjiga, Modrijanov strah, Patrik Rotfus, Kralja Morčeva kronike, drugi del, drugi dan, v bistvu. Ampak se ne dogaja cela knjiga v enem dnevu, samo pripoveduje se v enem dnevu, ne. In je on to kljub vsemu, da dela 1001 stvar, mu uspešal mest 1000 strani prevesti. Kakor tudi seveda Boštjan. In Sam meni uspeh jih to hit prevesti, zato še zdaj karvanje to knjigo, ka mora da biti januarja že prevedena. Vse vod, da ni urnice tleke, se te ni mogla, če ne je rekla, da že prestrelile in režene. A že nazaj? Kino je. Ne daleč. A pa da ne rečem, da ta knjiga zbolj ali manj same slikce. To je fakt, ne, zdi se slikce, ne, pa kaj začneš štet polne, pa prideš tako na nekih 80 polne. Ne, tok ne, ampak jih je veliko. 80 jih padne, ne? 20 je to. Če raztegneš. Se so nekaj črke, te pokaž, kako so ta velike črke. No, dajmo to primerjati. Dajmo to, ne, v Uniji. A ja, v tej? V temu, ne se reš črke, te imaš pa ta, da jih 3 metrov lahko bereš. Ja, pa gremo debelino papirja. Glavnem, nekimo od doma večjega, ker nisem še predstavil Luka Finkler je dan z nami. On je predvsem zelo razmišljajoč bralec, on je rekel skromno, da ga ne predstavim kot bralca, ampak jaz mislim, da je razmišljajoč bralec in obenem, zdaj tudi prevajalec, sicer še ne fantazijske literature, čaka sem še priložnost verjetno, da to tudi boš. Tako je, računal na te dva gospoda, da mi bo tako izrihtel. Domne. Zdaj, kaj s to zamujam, bo drugega poiskati. Nisem ne šansa. Tako da recimo, da bo... Da se pobira slave, kjer ga prej pobrala, veš, Martina od mene. Ja, le zdaj, odvisno, kaj se te rešuno, kaj komponenta je, ali so kile, ali so leta, ne. Ider je. Da sveča se, nisem toliko kontaminiran z Iderjo, da play. Ne vem, on je začel. S temo s konteri, ki pridajo neki... Glavnem, naš glavni cilj je, da malo pokomentiramo te fantazijske svetove, kaj avtori z njimi delajo, kaj ne delajo, kaj pol pridajo fani, pa kaj oni z njimi delajo. Recimo, koliko je nastalo na podlagi tega, kaj v gamerskem bi se reklo tega modova, ne, kaj nekdo fanovsko skupnost naredi, veliko.
kar mislim, da bomo se pogovorili. Tudi, da v bistvu lahko kar začnemo, ne? Recimo, da imam video, ko mama, kaj bi najprej bi lahko ti povedal še o tej knjigi, ko smo bili na njeno čast se zbrali, je to kako nadaljevanje, je zdaj to, a lahko kaj sploh poveš, brez da spoiler oziroma kvarnik po slovensko? Ja, koliko je prebrali, ali koliko je prebrali knjigo? Okay. A to o dvojki govorimo? O dvojki govorimo, ja. Ok, neki smo... 13. Ne smem preveč spoilati. Ne. Ja, no, razširi, kot je v fantasy v navadi, ne, se razširi pot glavnega junaka, oziroma vidimo širšo perspektivo, ne najširše, ker to bo tretji, ki bo 2800 strani, ne, kar se že veselim, ker honorarno zelo cool. Se pa tudi vidi... Roki tudi, veš? Kaj? Roki tudi. Ti veš. Na, začni. Vse sem že na 20 stran. Ja, tako. Seveda pot se... Vse nekaj dogaja s tretjo knjigo. Ja, vse. Zatem se gre na WC, pa dela tak, pa dela špil, pa ima otroka. Pa predava Slovencem. Pa še enega otroka je naredil prav. Kolega je bil zdaj rekel, Ameriki, kaj so bi rekel, ne, ti tale ne bo predaval, pa tak kot ti. Pa predava Slovencem. Skratka, vse živo počne, ne, ampak vse dogaja na svetu knjigo, ne vem, daj. Ampak lik to prej kot ti, kdaj bo, v založbi ni nobene une Secret Information 2001 ali 2. To vsi ljudje mislijo, da bomo prevajali Ne, si prav, ti Martin že poslal uno, ker ima napisano zdaj. Ja, točno to, doma vam na disku, pa naniram sami. To je moj jerk-off material. To si za medruk, ne vem, No, skratka, veliko... sorry, zdaj smo safe space. Ja, kar spet, ja. Veliko besed narovaš tega, da izvemo veliko več, ampak hkrati imamo pa tudi veliko skrivnosti. Ne? Ja. Da gradimo svet skozi to nazaj. In to je tudi eden od strahov, ko smo se jih pogovarjali, da je tu zdaj toliko skrivnosti, da ne vemo, koliko bo trojka debela, da bo vse skrivnosti razkrila. Razen, če bo imel samo seznam. A veš, on je naredil to, tako na konc filmu, ko malo taj tudi zgodno. Ja, samo on je delal v bistvu to kompleksno rezultat. Da bi rabil še eno tako, pa še eno tako, pa še eno tako. Ja, to ja. Dajmo zdaj v teh svetovih reči. Ti zdaj všem prevajaš to zadevčno. Jaz moram reči, ko sem izbral Hedgeman, pa je že čarovnik iz... Vites iz sedmerih kraljestv, pardon, jaz smo to čarovnik iz zemlje moje, veš. Vites iz sedmerih kraljestv. Šla smo pa kar pozabili. Ja, in vse, veš, koliko vse... To je ta moška družba in pa pozabila na dobre pisati. Ja, glej, lahko kaj poveš o nek, če hočeš? Kaj? Karkoli uči, lahko poveš, ne prepovedujemo. Ja, bomo. V glavnem, ko sem bral že tega Viteza, sem ugotovil, da se zgubljam s temi imeni in priimki in vsemi temi kralji, ki se imenujejo vsi podobno in zelo podobno, pa kdo je bil na kjeri črni pa beli strani, pa kdo je tam, pa kdo ni tam, pa kdo je plemič, pa vse to. Zdaj, ko sem pa to šel čitati, se pa sploh malo zgubljam, ne? A pa imaš kaj občutek, da bo ta knjiga nam pomagala, da bomo mi zdaj več vedeli, ali bomo samo bolj zblojeni? Oboje, dejansko ne vem, koliko vas je že bral tole? Čakaj na prevod. Ja, to je vse ena. Dejansko gre pač za knjigo, ki je narejena zato, da je ta tako imenovani coffee side table, ne, se pravi coffee table book, ne, se pravi knjiga, kjer imamo polnih takih, če ti da najdem, tih lepih ilustracij, ki so vzeta ali iz bivših koledarjev, ki so videlani v tem svetu, ali so bile narejene prav za knjigo, seveda tudi polno nekih teh podzemljevidov, ki označujejo vsa ta kraljestva in je pisana dejansko iz perspektive enega mojstra. Sprav, enega od teh učenjakov iz Martinovega sveta, nekaj ste videli, začetek sam je super, skratka razlagam zato, ker pravzaprav na tem sloni vsa knjiga. Je napisano tukaj posvetilo, da to je pa za našega kralja, da mu bo pomagalo pri vladanju, pa se te vidiš, da piše for his most esteemed and gracious Lord Tommen, ampak ko dobro veš, da sta od spod že Joffrey pa Robert zbrisal. Sprav, da je to knjiga, ki jo jaz začel pisati, ko je Robert še vladal, in potem je zdaj mogel malo čečkati dol. In ravno zaradi tega, ker je pisana iz te strani, se pravi, to, če bi rekel, nezanesljivi pripovedovalec, v literarni teoriji
pridemo do tega, da nam po eni strani nam odkriva stvari, ki jih v tem svetu še ne vemo, po drugi strani pa za nič ne moramo biti prepričani. Dejansko lahko trdimo, da kar se gre, ne vem, zgodovina teh nekih targarjenskih kraljev, ki so se odvili v zadnjih 300 letih, je nadrobno popisana, ne, ker imamo pisne vire za vse med tem. Pa še tam je nekaj, imam en odlomk, ki ga pa prebral v priliki, je dost nejasnosti. Je pa zanimivo pa za vse, kar se za nazaj dogaja, tudi on že sam prav, tako kot tisti, ki ste brali Martinove romane, ki sem noter prav, ja, ne vem, tole, da je 998 bilo že gospodov poglavarjev, ne gospodov poveljnikov nočne straže, to me malo čudno, pa zdaj so bili vsi zares ali ne. In tukaj tudi, ne prav, to so te prazne marne, tudi kralj, ki je vladal 1000 let, verjetno zato, ker so vsi kralji isto ime nadevali, ne, tede izhajajo legende iz bogov, nekih plodosti in tako naprej. In imaš, tako kot bi res probal neko našo to srednje veš, mogoče bi rekel tako, kar Plini starejši, kako če on svoj naravoslovje pisati, ne, in imaš polno netočnosti v mene, pa prijav stvari, za katere pa ti, kot bralec, njih veš, da so resnične, ki pa on, kot tudi neke bajke, se pravi, ti kot bralec veš, da te neki beli hodci zares prihajajo, ne, on to vse kot, to je še ena od teh zgodb, ki so bile, s katerimi so pojasnevali zime ali karkoli. Tako da, zveš, je pa recimo zelo zanimivo, mene zelo zintrigiral en del, ko opisuje to staro mesto, pa ta stolp od Hightowerjev, tako zelo enih novih skrivnosti odprej. Tako zanimivo, da dejansko, ko mi čakam zdaj 6. knjigo, ko upam, da se bo, to bo tudi kar je meni zelo v 4. knjigi najbolj za dogajanje, da se premakne v celo delo tudi dogajanje, ker tam je da zdaj čakam, mislim, da zelo veliko teh spletk, pa verjetno bomo zvedali, da so bili že mojstri, že tisti, ki so v prvi fazi se potrudili, da so zmaji izumrli, da so malo pripomogli k temu. Znanost nad magijo in religijo. Ampak to je zdaj bistvo, kaj pa si zdaj, da je pa že fenovsko špekuliranje, ne drži? Ja, špekulacije. Ker to bi pa zdaj glih tebe vprašal, ne? Ker pač tu pa pridemo pa do tega moderjanovega strahu, oziroma do Rothfusa. Ta človek je pa v bistvu zelo malo, mislim, sicer vemo, so neki plemiči, ki so po neki rangirani, 4., 5., 6., pa ful so vsi neki bogati, pa v glavnem enega plemiča pa je kar precej, to sem jaz tu zaznal. Videl sem tudi, pač imamo tudi en zemljevid, ampak niti nekaj ni podrobni. Jaz sem rekel, da bi ful rešil še imel... Ta zemljevid je tle gor. Klih ni, da bi človek rekel, jaz tam iščem nov po tem zemljevidu, ker sem pač poknjen na te zemljevide, kam moram. No, tukaj pa zdaj na mesto, pa nikjer ga ni narisanega, ne pa Martino veš, tam so šli, lahko si frišeš, mislim, to je s čestilom, pa so tem. Tu pri tem pa ne gre, ampak ima pa skozi zgodbo toliko enih neslutene širine naredi, da v bistvu se mi zdi, da je to fenovska skupnost pa tu malo bolj ponorela, pa je naredila še 5-krat večji svet kot pa samo zato, ko se mi tek zdi. Ja, meni se zdi zanimivo to po Rothfusu, da on naredi ne to ogromnega sveta, ne, ampak še kar velik svet skozi pravljice, skozi namige, skozi, ne vem, delno govori v 7 besedah, imamo pravljice, ki je pol delno ime enega drugega, Čendrijanca, recimo, ne, pa tako. Ampak jaz mislim, da on nikoli ne bo rabo tega. Ne? Kar je zanimivo v tem, da veliko fanov v bistvu živi, ne za to, ampak jim je ful dogaja, ne? Če je zadeva zelo precizirana, zelo imamo imena to pa to, takrat je bil ta majster, takrat je bil ta zmajev na tretje, ne? Ampak Rothfus ne. Je pa, jaz mislim, da se je prav odločil, ne? Zato ker je knjiga dosti bolj romantično, neotipljivo, eterealna, ne, da je on to naredil tako, da je tudi kompletna zgodovina, tudi zemljevita, ne, da je dosti prepuščeno domišljija. Ne. Zdaj, če imamo pri Martinu veliko spekulacije, ne, ki so pač osnovane, ali ne, večinoma pač niso, ne, ampak po Rothfusu imamo še malo več, ne, ravno zato, ker je to neotipljivo. O kakšnih špekulacijah govoriš? Jasno se ve, da je Tyrion otrok, od Daenerys, Droga, ker je minimalno združačala. Od prvega trenutka, to imaš ti posebno Lidijo, no, skratka, no. Po Rothfusu je pa res veliko tega fani se že, res me fascinirajo te teorije tudi kot prevajalce,
ker nisem zdaj tako vsake stvari šel pač v totalno nulo, ker je to že pa na drugi strani pride, da to pretiravaš, ne? Ampak kaj vse so si izmislili, ne? In kaj vse se našpekulira, to je prav ono, fascinantno, po moje tudi Rothfuss gre ne vem, če nič vsak dan, ampak pogosto malo forume pa gledati, pa ono, wow. Se vam misliš, da gre to brati? Po moje da gre. Po moje bo ful. A veš, Martin sam prav, da prav noče brati zato, da ne bi preveč vplival. On je že stari Lizant. Rothfuss gre, ker tudi sam kaj napiše, počasi še kaj z te skupnosti deli. Ja, pa se zanj se ga tudi kako je v par mesecev nazaj imel AMA, ne, in je bil tudi zelo... On fura te stvari, pa na YouTubeu komentira, kako folk dela pesmi, pač melodije in tako, ne, kaj je res prav očarljivo in krasno, ne, kaj to vse začne, kaj vse se začne v domišljijah, ne, ljudi, kaj rata ven. Tako da, Luka, da ti vam povej, pa, zdaj, ko je bil ta Halloween, sem slučajno videl ene izmed najbolj simpatičnih postov, ko je bil na Facebooku ali nekje na spletu, kak kostum je bil, in sicer en je imel doma želvo. Vemo, kaj sledi, a ne? Kaj je gor postavil na želvo? Likalnik, to, kar se je sprevendelina. Je postavil, kaj, to pa lazi ti poveš, da malo v temu prečetu, ker ta v bistvu njegov svet je pa kljub samo proti tema dvema malo starejši, pa tudi malo bolj poznan, že skoraj si upam reči, da širši množici, ampak je ta množica se že malo postarala napram tema dvema. Ja, no bomo zdaj videli, če sta moja sogovornika tudi lahko vas vprašala, da bom pa še jaz, koliko se brali dejansko prečeta. Opa, Odlično. on je zmagal. Ja, zdaj, ko govorimo o teh temih, tlele mislim, da je ena poglavitna razlika med Pratchettom pa Martinom in Rothfussom, in to je, da je Pratchett, kot vemo, že lani umrl, leta 2015, in knjig ne bo več, razen če ne bo njegova hčerka, ki je pa rekla, da ne bi, če se ne motam. Tako da ni več te špekulacije, se ne špekulira več, kaj bo v naslednji knjigi, kaj lahko kakšna stvar pomeni, ker pač ne bo več knjig, nažalost, kot vsi veste, ki ste brali. Mogoče bo Sanderson. Mogoče bo Sanderson kot kje? Pri Jordanu. Ali pa vsem. Je pa tak mojster, Jordan. A veš, mogoče zdaj, ki si rekel, da ne bo špekulacije, ne, da gre zelo za različne špekulacije, nekaj pri Martinu, pa Rothfussu imamo mi neko zgodbo, ne? Zgodbo, ki je še nismo do konca prebrali, ne? Da še zanima, kako se bo končala, medtem ko pri njem gre pa dejansko za večinoma zaključene zgodbe, ne? Se pravi, kar on dejansko ti romane lahko bereš neodvisno drugo drugega. Jasno, potem, če imaš predznanje, določeno ti to bolj, ker to več nekih teh internih šal, potem pobereš in še več nivojev, ampak tudi zato mislim, da nikoli ni bilo take špekulacije v to smer, kaj se bo pa kaj je zdaj, ampak da je bilo bolj to pravzaprav res neko grajenje tega že obstoječega sveta pa nadgrada skozi te razne konvencije in sploh ne, recimo, mislim, oni so bili zelo popularni, bil ta tudi Mad, ki so ga igrali. Ne, imaš siguren prav, že zaradi narave knjig, ki niso tako, ki se ne nadaljujejo kot pri Rothfussu in Martinu, seveda ni prišlo do takih špekulacij. Ja, kot je Boštjan omenil, še zmeraj pa živi ta, reče se Discworld Mad, in to je tekstovna MMORPG, nekako, kot da bi igral World of Warcraft, samo da tipkaš. In je cela plošča, tako so prevedli ta Discworld kot ploščo, in imaš vse celine, denarni sistem, službe imajo ljudje, umirajo, interakcija, spletke. Nisem igral sicer, ampak sem bral po internetu in je kar obširno, ali da ste to kaj raziskovali? Jaz sem pisal, da se malo vse pozanimo, nisem. Takrat, ko me je to ful intrigiralo, da smo imeli še dial-up modem, pa je bilo predrago veseti. Tok star sem. Zdaj, ti si malo tudi gledal, kako se v bistvu te svetove med sabo razlikujejo. Pravzaprav bomo še rekli, pa začnemo pri tem vprašanega.
ta sveta se nekje napaja, tam to boš pol ti za Martina povedal, čemu je podoben, čeprav če kjer ni sled ve, kam je podoben, Rud Fuš ni ničemu podoben, ta pa sploh ni ničemu, mislim, kjer svet je pa na želvi pa ploščad, že 500 let ni več ploščad. Ja, to je res, čeprav je Prečet zelo velik pobral iz naše zemeljske mitologije in pa folklore, recimo, kad se rekel, kakšen svet je to. Ta svet, torej, vse veste, imamo eno ogromno želvo, velikega Arturina, ki plava skozi vesolje, gor na njegovem oklepu so 4 sloni in na tem slonu je ta plošča, Discworld. In ta podoba izhaja dejansko iz hinduizma, kjer je bila to ena podoba nekega sveta oziroma božanstva. Tako da to recimo je pobral iz hinduizma in se je napajal tudi pri drugih verah in folklori in pri ogromnih stvarih širom sveta. Zdaj, kot vemo, tle je Boštjan prinesel celo skladovnico knjig, ampak ta companion, obstaja pa še ena knjiga, torej imamo 41 teh glavnih romanov, kjer je zgodba, imamo pa še en cel kup nekih spremljevalnih knjig, ene 3/4 svetlene, se mi zdi. To so vsako let te neki koledarji. Tako je, imamo pa še, sem jaz prinesel slikanico, razne kuharske knjige so, ni da ni, no. Ampak je pa ena knjiga, ki ima naslov The Folklore of Discworld in v bistvu piše točno o tem, te nimaš, ne? Nimam sabo. In je točno o tem, kje je Prečet dobil inspiracijo za Discworld na naši, na zemlji. In je ogromno nekih stvari. Ampak sem bral tudi tu, a se bral to knjigo? Nisem cele, tako sem po delih. V uvodu v to knjigo je Prečet napiše eno meni zelo všečno definicijo plošče. Prav takole, Discworld, tole plošča, je svet, v katerem so pravljice in razna bitja, ki so na zemlji izmišljena, so na Discworldu resnična. In tako recimo na Discworldu imamo volkodlake, vampirje, zombije, ni da ni. To so pred nas izmišljene stvari, tam pa dejansko obstajajo. In gre pri teh stvarih še korak dlje. Recimo, vsi poznate te leminge, te male živalce. Poslušnike. A res? Ja, poslušnike. Poslušnike. V glavnem in kroč... A ni ga treba še za prevajalce? V mojem slovarju je prevod leming. A imaš grada še? Ja. Tam imaš tudi paramedik, imaš reševalec, padalec. Ja, to že nareče na to, ja. Jaz pa na amater in to reče na tuščič. V glavnem, lemingi oziroma ta beseda... To so pa igrice, veš. Tisti, ki ste igrali igrice, tudi veste, da lemingi naj bi izvajali skupinske samomore. In naj bi skakali dol iz klifov v smrt, skupinsko. To je seveda nesmisel, tega ne delajo na zemlji, delajo pa to na tem v Discworldu. In zakaj? To je tudi ena zanimiva stvar na plošči, če dosti ljudi v eno stvar verjame, ta stvar res obstaja. In zato te lemingi, ker ta legenda kroži v krog, morajo v bistvu to delati, so to prisiljeni. Še ena dobra stvar je, to je ena mojih najljubših for iz Discworlda. Torej, če ljudje v nekaj verjamejo, ta stvar res obstaja. In obstaja zato tudi Bog mačka. Torej... O, Bog. To sem hodil povedati. Obstaja Bog mačka, torej God of Hangovers, tega mačka, s katerim se zjutraj zbudiš po prekrokani noči. Ampak fora je pa to, hvala. Fora je pa, da on ni Bog, ampak on je Bog mačka. God of Hangovers. In zakaj? Zato, ker zjutraj, ko se zbudiš z mačka, rečeš Bog. Zato... Jaz sem mogoče to nadaljeval, da dejansko, čeprav sem ti rekel, da je najmanj podobna zemlji, najbolj je podoben ta svet zemlji, ker medtem, zdaj pri Martinu tudi prvo gre predvsem za neko preslikavo
v osnovi neke te, bi rekel, evropocentrične, anglosaksonske pravličnosti, ne? Ampak imamo ta svet, ki dejansko ki so ga potem skozi stoletja, skozi pesmi in zgodbe in legende, ne, pozdignili v neko skoraj da realnost. Pa medtem ko in tudi Martin recimo zelo meša vplive, ne, on zelo tudi jemlje, ampak jih zmeša, ne, nimaš nekih tako čist določenih ustreznic, da bi rekel, to je pa zdaj točno takrat. Pri Pratchettu pa to imaš, ne, pri Pratchettu imaš pa ta centralni del, kjer imaš Ankh-Morpork, kjer gre za čisto to neko Anglijo, ki se na koncu potem teh zadnjih 5 knjigah ali koliko že pride do industrijske revolucije, kar je tudi ena stvar, ki jo fantazijski sveti redko kdaj doživijo, ne, da pride do izuma pare, pa premičnega tiska in tako naprej. Potem imaš ta klač, ne, ki je na nasprotni strani gre dejansko za bližnji vzhod, XXXX, oziroma 4X, ne, Terror Incognita, je Avstralija, pa imaš Agathian Empire, ki je čista preslikava kitajskega imperija, ne, in je zelo tako najbolj še od vseh je pravzaprav to podobno zaradi tega tudi, ker Pratchett je ves čas pisal satiro. Ne. Pratchett je začel tisti, če se verjetno tudi sami, ki ste brali, če ste začeli pri prvih 2 je bilo še tako, ko vidiš, kako se še lovi, ne, kako imamo nekaj, parodiramo neke te fantazijske knjige, je zabavno, je zanimivo, ampak on tako zares pol preklop, ne, v 5. predstavo ali po 6. še takrat, ko pošteka, kaj hoče delati, kako hoče ta svet, Discworlda, uporabiti za to, da riše eno zelo britko, ostro satiro nam, ampak pri tem pa ostaja totalen humanist. Ne. Zato, da toliko ostro, ampak vsem toliko polno neke humanistične topline vere v to, da ljudje smo lahko dobri, da znamo delovati, zelo redko kdaj najdeš to na istem mestu. Tle že ne. Tle je. Vse je. Ampak zanimivo. Kdor je dober, umre. Ja, kdor je dober, umre. Ali pa če je preveč popularen. Ja. Ampak zanimivo, ne, če pa še recimo pogledamo, koliko Pratchett ima knjig pa potem teh kompendionov, kompendijumov, ja, ki so... Kompendijev, tako, hvala. Mi treba po latinsko skladno. Ker temelji na resničnem svetu, tale malo manj temelji na resničnem svetu, ampak imamo War of the Roses, ne, in tako dalje, pa imamo spet, ne, tem kot tukaj, ne, imamo pa samo pravljice v bistvu, ne, in zato imamo kompendijev, ne, in imamo svetov od rdečelasih ubijalcev, hrani in tako naprej, ne, zato ker pač... Sam bo, če po dolg časa pa cel 3. knjigo se tudi to pojavlja. Ali ljudje hočejo išče radi? Ne, jaz mislim, da ne bo. Mogoče ne od njega požegnano, ampak... Ja, mogoče kaj on official, ampak da bi official on naredil porez, mislim, da točno to... Eno knjigko imamo. Kaj, misliš? Je dobro, ja, sem tisto čistko, pač neka stranska zgodba, pa mogoče se bo vklopila, no, mislim, se bo vklopila. Ampak da je v tem čar, ne, to je čar konkretizacija, ne, tukaj je pa čar nekonkretizacija, ne. In zato ga imajo ljudje radi, ne, zato ker je nekonkreten praviček. Ja, pa si ti, ko si tega Rothfusa si pa ti našel kakve povezave z našim svetom, čist ali geografsko, ali... Imaš mitologije v kup, ne, samo on jo pač tako vzame, kar mu paše, pa malo vrže skup, pa vile so vilci pol, jaz pa to naredil, ne, pa malo tega pa unga, ne, pa starih pravljic, seveda, ne, tako ka Pratchett mitologijo, ne, in pač naredim, iz tega se zida svoje, ampak on njegov svet je fazi, ne, ni določena, ne, medtem kot tale svet je neč fazi, ne, to je vse tako. Vsaj ta sedanjost, kjer se... Ja, no, vse, ne, ampak je vse pač v bistvu tako, in potem kot fena, ne, si vesel, aha, super, to je bilo takrat, ne, tole, ne, je pa tako, mogoče je bilo, mogoče pa ni bilo. Ampak v bistvu on vseeno da slutiti, da pa ni to fazi, zato ker, ko če greš pa not, obstaja največja knjižnica, evo, taki... No ja, dobro, se ni zdaj več čist nedoločen. Poleg tega ogromno njih knjig in čitno pač občutek imaš, da je ta red v tem svetu ful obstaja. Ja, zato bo tretja knjiga taka. Zato bo tretja knjiga taka. Ampak ga mi ne poznamo, ja. Ne. Ti ste rekel, da si še pogledal, kako se pa ti njihovi svetovi v bistvu najbolj razlikujejo, oziroma v čem so si podobni? Ja, tako kot je Boštjan prej rekel, da v Ankh-Morporku na koncu se zgodi neka industrijska revolucija, ki jo redko vidimo v drugih romanih, nekaj takega.
By the way, Boštjan je v enem članku 10 let nazaj v Jokerju samega sebe imenoval kot, citiram, skoraj diplomiranega prečetoslovca. A zdaj že diplomiral? A tudi to ni rada? Tudi tista diploma, potem, ker sem je začel spreječ po prečetu, je romala v kašem, potem je ratala skoraj diploma iz kapitana Gatnika. In potem sem pa zdaj, ker so se vsi delali, dobil pač dipl fotofinish, septembra sem sklenil pač, da nočem diplomirati, zato ker če ne bom diplomiral, ne morem je učiti več. Pač, in to ta varnostna bremza. Še me kdaj demenca makne, če bo zdaj šel pa spet v šolo delati. Sej v bistvu, če smo čisto pošteni, ne rabiš, Lahko bi šel predavati, vse že lahko govoriš tistim, ko imajo diplome po glasu. Sebe skozi vas potem na filofaks. To je namik, a razumeš? Saj so pisali. Filofaks te zdaj počak mislim, da ko bo 10 diplomov mojem prevajalskem delom zaprosil za časno diplomo. Lahko tudi po bolonski zaradi ne. Dajmo še kaj reči o času, Sem mislil, da smo Luka prekinuli sredi misli. Ne mislim, o čem sem govoril. Nekaj v enem članku, pa prečetoslovcev. To sem hotel reči, samo da kar reče Boštjanu variante, kot diplomiranemu prečetoslovcev. Govoril je o tej industrijski revoluciji v Ankh-Morporku, ki je glavno mesto Discorda. No in kako se to v zelo malih knjigah zgodi, v zelo malih drugih svetovih. Meni se zdi, da je to neka velika razlika med prečetom in pa rečemo ostalimi svetovi, Martin, Tolkien, ki smo ga tudi omenjali. To, da lahko Martin marsikaj, oziroma ne, to, da lahko prečet marsikaj naredi, si marsikaj lahko privošči, ker ima tako nekako veliko bolj odprt svet kot ostali, ki si tega ne more privoščiti. Recimo to, industrijska revolucija, dobimo parne lokomotive v enem izmed zadnjih romanov. Potem imamo puške, v enem romanu se preče dela norce z Hollywooda, tam imamo filme, kinote, kamere. Te kamere so pač demončki. Tako je. Oziroma tam se neki se prekrije z neko realnostjo, kako je že tam. Kavilinci mislim, da probajo neki noter, nekaj preprečati je super, to je pa v Lords and Ladies, nekaj je parodija na Shakespearea, na Sengres, ničino vse druge te stvari. Pač vidimo, da vilinci, pa njemu so tudi, pač vilinci so, tako kot iz Tolkiena jih poznamo, so tam ta neka rasa teh lepih bitij, krasnih, In tle preprečiti so to najlepša bitja, kar jih je, samo se pa totalno izkoriščajo to, In s temi svojimi čari potem silijo druge ljudi in druga bitja, da delajo slabe stvari za njih, oziroma jih izkoriščajo. Kot Felurijanka. Medtem pa Martinu so pa velinci, je pa spet svoja sorta, teh velincev, kaj eni pravijo, da so Targarjeni malo, oziroma vse ta zmajska gospoda iz Valirija, pa bi rekel, da prej je velinci pa spet ta njegov twist nekega tega klasičnega velinca iz fantazije, so pravzaprav otroci gozda. Ker to so ta primarna bitja povezana z naravo, imajo neko magijo, in kot očitno kaže, so oni krivi za največjo pizdarijo na svetu. Na njegovem svetu. Čase, to smo hotel zdaj reči, še malo demo komponento časa, ko se spomnim, ko smo mi bilo takrat zasliševala Martina, ta čas, ko on je do cheesecake. Ko je bil v Sloveniji, smo ga malo zaslišali, kako je on pa se rešil skozi te zanke, tako v verjetno, če ste da brali, se vam je sigurno zgodilo v kakih fantasy zgodbah, da se taka časovna neskladje daje. Se pravi, en človek začne jahati od tam, on drugi gre od tam, temu se zgodi ful stvari, pa hodi en teden, on potuje že 2 meseca, na koncu se isti čas srečata pa tam, ker se pač avtor toliko zaštrika, da mu ne uspe. Zdaj, vi to ste prevajala, kaj to zaznala, da se pri teh dveh, ker je Martin, recimo, on je rekel, da se on tega izogibal, da je čim manj dejanskih dal časovnih komponent, oni so hodili 7 dni, pa oni 7, ampak so tam jahali nekaj časa. Jaz iščem eno super citat od Prečeta, glede tega, če ga malo najdem.
Ti pa lahko poveš... Predstavljate čas svoj. Ja, Ne, se to je tako, kot pri imenu vetra, ne, to je tako, mi si predstavljamo, da avtor vse ve, ampak avtor veliko stvari v bistvu tako malo ne ve, ne. To jaz vem, ko imamo prevajalci Rošosa, imamo dostop do foruma njegovega in potem se pojavlja vprašanje, ti, Petri, ko pa ta stvar tukaj, ne, pa on prav, ne vem točno, pa bom jaz malo pogledal, ne, v stilu, ne, a ja, ne, tam sem pa zajebal. In tukaj imaš rato pol za prevajalce, ki je dolga res 3 strani v Wordu, ne, posamičnih zadev, ki jih je naknadno popravil in spremenil. Ker so tudi časovne stvari čisto tako, ne, ja, v bistvu popravite to na 2 tedna, ne. Tako da z večanjem količine se vedno veča količina napaka, ne. Smo odkrili, ja, prevajalce tudi stvari. Kakšne, recimo, jaz sem, ko sem delal zadnjo, se pravi, prej se zmaji, da je bilo, mislim, da je v eno poglavje, da je 2krat pospravil meč zapored, tako ja, to malo tudi, ja. Strani, ne, pač se zgodi, ampak pa tudi kdaj pomisliš, pa mislim, da se celo vidiš, da nekaj so popravki na nadaljnih izdajah in če imaš že to naprej, pa pač pustiš, ne, pač ne, nisi ti tle zdaj, ok, če vidiš, da je mogoče se res mo en ime narobe nekaj zapisal, ker je mišljen, to že popraviš, da ne, si to tudi mene kdaj, grem nazaj, zdaj, da kad delam ta svet, ne, in kad gledam nazaj prevode, ki iščem določene stvari, tako vidim, eno ime, 20krat tisto, pa tako vmes enkrat, tako ena druga verzija. Ja, se recimo, ne prečeti me ogledamo teh razdaljah, zdaj nisem najdel prav citata, pa je rekel, da so k njemu ljudje sprašvali, kako pa to, da je tam prišel tako hit, pa tam mu ne rekel, pač, da so na Discordu se razdalje lahko tudi malo bolj poljubne. Čeprav Polino mislim, da je že celo ta zemljevid, nekaj je Brix naredil, pa to pa, da ga je že za po Ankh-Morporku, da ga on uporabil, ki je pisal dogajanje, ne, da je malo pogledal, koliko so zdaj neke te ulice, pa da, ker recimo tle je zelo, tudi če gre zdaj nekako je porotvo se z mesti, pri Martinu nimaš, ne, pri Martinu imaš une 3 griče, gor, ki imajo imena, od spod imaš ta bolšji podan, pa une 2-3 ulice, ki sploh ne veš točno, kje so, ker so te rokodelci, ne, pa obrtniki gor, ne, tle pa če gledaš, ne, pa vsaka ulica ima svoje ime, ne, točne pozicije vseh cehov in ne vem česa še, in je kar tako res razdelano. Ne, s tem, da pač dejansko tako, kar gledaš, je skoraj vsaka ulica, pa še neko šalo skriva vse. Ja, ampak se je pa preveč dolg časa upiral. Ja. So ga dolg časa ni hotel, da so kakršne bolj mape po Discordu in so ga spraševali, zakaj ne. In je rekel, da pač ne moreš mapirati smisla za humor. To je bil njegov odgovor. Se gleda, evo, ta je bila leta 95, ne, čekaj, ne, 88, leta 95, ne, je bila dejansko, je bil ta zemljevid, ki smo ga imeli prej gor, je bil narejen, se pravi, potem, ki je Prečet že 15 let pisal romana, ne. Pa tudi Prečet se razlikuje še po nečem drugim, ne, od teh 2 avtorjev, po količini teksta in romanov, ki jih da od sebe, oziroma jih je dajal, ne. To pa težko verjameš, ne, ko pogledaš te špete, ampak kad nagrmadaš, ne, po tako, da... To je trije Prečetovi romane. Ali je bil zelo, ne, prolifičen, ja. Ja, samo on je, kljub samo ni v enem še kupenih serij snemal, pa ni taka naredil, tako. Mislim reči, da ta dva imajo njeni večji problem, da imate veliko distraktorjev takve čase. Tudi, ker jih ni bilo to knjišlo, to hit. Ja, to je. Čeprav jaz raje vidim že, če je že, da se počaka, ne pa da je pa neki, da založba reče, da je zdaj pa da je nujno ven. Ja, sem to bo tako pareden sistem, da veš, da bo zaprl nekam tepom, dokar nam dopisal do konca, ker dejansko počne čisto vse drugo zapiše, ne. Da, isto kamarnik, ne. Ja. Mora biti na konvenciji. Mora biti na Infilofaks, ne. Ja, zdaj to prevaja. Zdaj pa še vse ena komponenta seveda v teh svetovih je pa, da jih naredi bolj resnične, pa vse mora obstajati folklora. In ta folklora, pa ne vem, koliko je imel, se pravi, nekih knjig znotraj knjig, pa to včasih, sicer tu se gre skozi zgodbe potom, ampak recimo to pride pri kakih igrah, če kdo je igral, pač recimo Skyrim ali pa karkoli tega, ve, da tam noter je v igri znotraj kupe in kupe knjig, ki imajo kar neki strani dolge in ta občutek realnega sveta naredi ogromno. In to sem že preomenil, ta ima ogromno
knjig in pesmi, ne, Rothfuss. Pač je precej, kot prevajalci verjetno opazil, da je moraš prevajati tehko. Ja, veš, kam pa sem, ja. To je bilo zanimivo. Ja. A ga zatožim? Ne, da je zatožim. A ne, nekje vse to bomo pol videli, pač nekje ena pesnica originalo gre tako, kot je on eno kmečko dekle v potoku srečo, ne, in toliko časa bulil v njo, kdo še bomo še prišli do tega, da je bilo toliko nerodno, da se mogla še enkrat umiti, ne, zato tako je bilo originalno, nič drugega. Tu, ne, je bilo pa njegov prevod Kosturila sta dvojino. Pa dobro, to je tudi drugače, ja, veš, lahko se pa tudi skočil, da efekte in kos, da efekte sem skočil. No, ne, tudi jaz ne vem, ne, kaj vse nam not natreslo tega Rothfussa. Pa pesmih je kar, ne, pesmi so zagamane, ker jih moč sploh, že čisto zaradi tega, ker po svoje, če se odloči, ne, avtor, da bo rimal neke kratke, enozložne samostalnike, ki jih angleščina ubilo, ne, nimaš kajati, ne, recimo jaz sem to Medvedu in Zaliki, ne, se pravi The Bear and the Maiden Fair, ker je ta naslov se prvič mislim, da pojavil v drugi knjigi, ga je Branko prevedel, ampak samo to, ni bilo pa kjer teksta, ne. In je tudi dejansko problem, ker nikjer v knjigi ni, da bi imel celoten tekst, ne. Zmeri ga samo po fragmentih slišiš in potem moraš to iz tega nekako ven spraviti, ne, in zdaj malo pa there was a bear and a maiden fair, a bear, the barrel covered with hair, ne, in pa, kaj se res bilo sve kako, zdaj teh notranjih rim ne bomo delati, ne, in se šel pravzaprav sam to ritmično delati, da bo neka poskočnica, ne, živel je medved, ki plesal je rad, velik in grozen in čisto kosmat, ne, in to zaprav v tem nekem ritmu, da lahko ti pač kaj je taka zabavljaška pesem, da te, kad ti to poš, da lahko zodi masaca piva, ne, gromko treskaš po mizi, da se poliva čez, ne, in poješ, kako je medved, ne, pa se zado dekle v laseh nosi strt, medved pa tam je kosmat, da si grd, ne, da se reži zdraven. Pri drugih stvarih je bilo pa spet pol, ne, drugih stvari, to, če bomo pol, ko bomo sletijo pesem, recimo tudi na Kastameru, ne, je bilo pa čist nekaj dozdo. Čeprav pri Kastameru moram reči, da sem tako ponosen na se, da z nič lažnim zadovoljstvom. Da dejansko polka je prišla uglasbitev na TV, da dejansko gre moj tekst čist ritmično čez in se posod poklapa in ga lahko poješ čez uno melodijo, ker sem se rekel. To je to, ne. Kaj pa prečete, on pa nima lih to. Čak, ne slušaj prej. Ti pojiš, ti mislim si osvežil, ker pri Rothfussu je problem v tem, da se tukaj v pesmih skrijo ful skritih pomenov. In to so skriti pomeni glede tukaj, recimo. Imamo na prvo, pa na drugo knjigo, v prvi knjigi, kjer pa še ne veš, kako je bo v drugi knjigi, nema pa vsem velik skritih pomenov, ki se v drugi knjigi razodenejo, Fun, the best, ne. Lahko rečem samo eno besedo. Hodor. Hodor je the ultimate twist, ne. Posvečeni veste, ne posvečeni. Ja. Če bi vedel, bi bilo imeti rad. Ja, tako je. Sam mislim, da se to, no, jaz imam pa tukaj probleme, niste hodorske, ne, imam pa probleme ne samo z rimo in stopico, ampak z besedjem, ne, zato, ker se besedje potem nenadoma v drugi knjigi ali v tretji razkrije za izredno pomembno, ne, ker namiguje kot recimo Lady Legless, ne, ki je gospa Meluana ključarska, ne, in zdaj pač tukaj imamo malo problema, ne, ker ključavničarska nekako ni šlo, ne, stopico, ne, zato sem moral ključarsko dati in bom zdaj moral vse te njegove locks and legs and necklace, ne, dati v ključe, ne. Ja, što je težava, ne, pa še stopica mora biti, pa še rima mora biti, pa še pece mora biti. Samo eno stvar rečem. Ja. Mark Nelstin. Zdaj se vidi, kdo so podreferi. Ja, sem res. Ja, no, kaj je pa s Pratchettom, pa s temi zadevami? Pratchett, kar se tiče pesmi. Ne, jaz se zdaj... Ankoli mi dal cele, ne? Ankoli mi dal cele. Eno obstaja pesem, ki jo Nanny Ogg skozi prepeva in to je ta The Hedgehog Song. Pri kjer inkoli slišimo samo kakšno besedo
In oziroma napevka gre, the hedgehog can never be buggered at all. In potem so ljudje si vzeli cajt in še tle na Airspace, to je super, včasih bilo to edin center, kjer si vse v preček v toku, so sestavili svojo verzijo, ki gre tako da začetek. Bestiality sure is a fun thing to do, but I have to say this as a warning to you. With almost all animals, you can have a ball, but a hedgehog can never be buggered at all. The spines on his back are too sharp for a man. They'll give you a pain in the worst place they can. The result, I think, you'll find will appall. The hedgehog can never be buggered at all. Mounting a horse can often be fun. An elephant, too, though he weighs half a ton. Even a mouse, though his skull is quite small, but a hedgehog can never be buggered at all. Tako naprej. Nima pa neki tako, prav nekih takih pesmi, Ima te kakšne, ki jih pol obrne okoli, za Hogfatherja, ki je pač ta verzija, različica nek primarni bog spet, krvoločni, kot dedek Mrstem, ki prav, you better watch out. In je pač vzame tisto, kar imamo tle v teh dedkom brazovskih pesmih, zelo božičkovskih, ampak čisto drug kontekst in zelo bolj srhljivo. Rodfus je praktično musical proti temu, Ja, res je. On ima pa res veliko. Ja, ampak to je tudi zato, ker je glavni enak, kako se nam rekla cigan? Ne, cigan. A cigan, Jo, okej. ko pa. No, počujem. pač preverim. Ali je cigot? Ne, to sem že rekel. Cigoti so pa, cigoti so iz Pullmana. Iz Pullmana so cigoti. Ne. In on je, in seveda, ker je tak, je že od rojstva skozi bil preponovan. Ampak, zdaj bomo mi naredili, zdaj bomo mi malo peli. A ste kaj za to, da bi malo mi peli? A kdo to zna? Če ne pa po lesu. Evo, imamo. Evo je. To ni moje. Kaj ni to? Je moje. Ne, ni to. Ni moje. Jaz sem malo predelal. Tako je. V glavnem obstaja pesem Rodfuso, ki je pravzaprav starejša kot sam svet in je starejša od Boga, menda, ne? Absolutno. In ta pesem je Cinarce, ne? Naj pri tem upozorim, da ta, ko jo imate pa to gor, slovenska verzija, je pa mlajša kot letošnjo vino, da se jih mogoče malo pozna. In ta pesem Cinarce je taka, ki jo pojejo vse posod. Melodija mora biti preprosta. Vsi jo poznajo, kamorkoli se pride, vsak ima svojo verzijo, vsak ima svojo različico. Vsi kar nekaj dodajo po svoje in nič ni narobe, vse je prav. Da če bo kjer imel kak navdih, lahko mirne duše dodajo. Ima pa tak problem, ko ga ti prej omenil, da nikjer ni cele. Ne? Obstaja ta tretja kitica je bila en del, jaz sem jo nazaj cenzuriral, da nisem nič zvine imela tu. In pol, da sem jaz mogel celo to knjigo prevračati okrog, cel ta snet je v prvo, da sem jaz mal našel, kaj ta Cinarce dela. Pa ker je pač legenda pravi, da pač more na koncu vedno bolj so to peli, malo so bili pijani, da zadnje kitice so bile vedno bolj nagajive, zato sem tudi zadnje malo bolj nagajivo kitico pripravil. In a bi mi to probali zapeti, samo bi bilo zelo pomembno, da vi to z mano zapojete, zato ker res tega še ne znam. A bote, bomo od vas naučili melodijo, pa bomo... Matre se. Kakšen kontekst? Edini kontekst je to, da, kot sem rekel, da sem ti poslušal, da sem se razlagal tega, kako ure. To je bil tvoj izmišljen svet? Ne, to je čista pravi. V resnici kontekst je pa tak, da smo mi naredili prejšnji test, tako nekaj želiš. Ja, no, pač hoteli smo vas z tega razveseliti, pa smo to pripravili. On te pogovor organizira sam, da bo njegov band lahko špil. Doslovno ročne. Koliko krat smo pa že imeli špil na te pogovore? Jaz sem
Zmeri so bili tam nazaj, zdaj se spomnim, zmeri so tam nekaj krožilo, sam nismo pa toliko časa razlagali pa debatirali, da vidim nazaj. Levška resnica je ta, da ta band mi ni čist hvaležen, ker naenkrat njol sem ven iz irskih piščali in kitare prisilil, da mora igrati banjo donce, ne. On ko je večinoma na basu, na klarinetu, od teh sem ga prisilil, da mandolino igra, edino, ko se lahko podobno počuti, je on zato, ko ona pa igra to, kar... Ja. In kar naenkrat in jaz rečem, bi bil, te pa zdaj igrali cinarja, cineta, ne. Teda bomo se to naučili, bote referent, bote hitro poštekali, takrat lahko pa je malo, pa bo to šima, ne da. Tina je prišel si očimi očmi, a še preden se stani, na trgu tinarja več ni. Tina prišel, vas na robo bi prodal, lepo so ga sprijeli, so se le tako je prav. Piskve veže nože, puci za maške vam nareže, z materino dušito, pa vseh tega podveže. Tina je prišel si očimi oči, a še preden se zdani, na trgu tinarja več ni. Za pohoda pišče na tinar ti predlaga, njegov na svet je kolj, se dvakrat ni pomaga. Tinar jo pomaga, bo dvakrat bo dobil, a zameri se mu ne, saj trikrat boš zgubil. Tina je prišel si očimi očmi, a še preden se zdani, na trgu tinarja več ni. Zdaj pa že imam zol na grebo, nekod tam doli ob potoku videl je deklino, daleč od vseh oči si umivala belino, da ni prav me je dejala, kulju je prezet, da čisto ne počuti več, mora umiti se spet. Dobro deluje to. Tina je prišel si očimi očmi, a še preden se zdani, na trgu tinarja več ni. Zdaj pa najbolj zgoredna. Enkrat šel je šparo, ko smo dali jih pit, z desno roko držal je švico, z levo nosi zarit. Kako tistim rečem se streže, cene do njene znamka, sprejte je, kot bi učila, da prva Felurijanka. Tina je prišel si očimi oči, a še preden se zdani, na trgu tinarja več ni. Zdaj bomo pa to Rotfusu poslali. Ja. To bomo Rotfusu poslali. Ja, ne bo razumel. Pač stvar je taka, se ne da me sniti tek pol leta, ali boš prinesti lutno, boš lutno prinesti, pa tek pa uno, pa brez ene strune vsi igral kot poce, pa vse te stvari. Ampak zdaj, na koncu ste prebrali, tisti, ko ste prebrali knjigo, veste, kdo je to Felurijanka. Tisti, ko pa ne veste, bo pa sniti povedal, to verjetno si se mogel pa zelo dati, kake pridelnike. A je to dama dogovorljive nežnosti? Kako bom jaz ti to rekel na to? To knjisko si jo podceno, da ti jasno. Čakaj, to je moj podor. Lurija, ne, noter beseda lur, ne, ki v slovenščini ne deluje, ne. In jaz, da sem v prvi knjigi to naredil, ne, še v bistvu nisem vedel točno, ne, kako se že to naredi, pa težava, ne. Zdaj bi bila še en čar Janka, kaj te začara. Lahko bi bila, ampak jaz sem v bistvu tako naredil, da sem ji pol dodal Babi Vila, ne. Ona je Babi Vila, ne. Zato, ker je Vila, ki vabi, ne. Okay, to so te red koni. Poštukal sem, ne, v bistvu, ne. Kar se mi zdi, da je kar dobro izpadlo, pa boljš kot rad. Ja.
Zdaj, kako ti rekel, si to pa bilo? Ja, lahko bi bil tudi dr, ne, drž. Rekel fitness shit, ne? Pa se javlja eno, ki reče, da se korosi reče, No, ampak to je moj hodar, ne? Ona je moj hodar, ne? Pa lepše je to. Se ima je toliko obdarjena, ga hodar. Absolutno. Ja, no, v bistvu ne povej, kdo je Felurijanke. Tudi da bi vedeli, to je v bistvu... Felurijanke rodstvo so, po mojem se vam to zmeri želel, da bi šel v gost in potem tam preživel neskončno število dni pri perfektni vili, perfektnih oblinki. No, ne zanima nič drugega, kot da moškega izsesa do kraja, ne? Sprav sukubus. Ampak ta do kraja pomeni dobesedno do kraja. No, ampak razen seveda naša polza, ne? In on je pa samo mogoče. Kar nam da vedeti, da je on posebne krvi, a ne samo romske krvi. Ja. Tako? Zdaj se predstavlja Ota Pesnerja, kako je ciganski krvi. Zdaj? Zdaj, ko bom bral, končno si ga predstavljal tega tipa, kot Ota Pesner. Se ruka mladega Ota Pesnerja, ki poje mamic. Z muštačami. Nekaj ima samo ne, tale, poljske brke. Ne, ono je device, da junak odraste, ne. Ker on, ko pride iz tega gozda, potem, v katerem seveda ni minilo, oziroma v svetu ni minilo ni časa, tam je minilo veliko časa, ne, potem... In vsem tem času niti enkrat ni bil oblečen. Skratka, ja, seveda. Potem dekline v bližnji krčvi, ne, ugotovijo, da je pred njem velika sprememba, ne, ker prej je bil sramežljiv in tako naprej, zdaj pa ni več, pa ve, kva hoče, ne. To je pač njegov device, kako kvota spraviti v več odraslo, bolj odraslo. No. Ja, v bistvu, če merimo odraslost, pač potem. Ja, to je ta iluzija, ne? In kdo je ne? In kdo je ne? Meri potem, tako, ne? Odraslosti, tako. Ja, razumem. Eni so pač zelo hitro odrasli, eni pa nikoli. Absolutno. Glavnem, ta lozi je tista, ko je, preden da je srečil Felurijanko, je kvote teolozi, pravzaprav smo ne razumel njenih namikov, Nič mu ni jasno. Ni bil še v stiku s svojim notranjim podrikom. Tako je, No, pa je bil pa postavljen notranji podrik. Ja, tako. No, to je ta leva lozina. Eno še, kar mogoče tam preveč, ko smo te zemljevide gledali, ne? Ko je tudi zanimivo, ko smo pravili, kako potem nastajajo, ne, skozi, recimo tukaj primer, ne, zemljevide, iz nema prve ali druge knjige, pa pol iz pete, ne. Ja. Koliko je, tle pri severu se še ne pozna tok, ne, ker sever je pač tok, dosti neposredno, ampak pa pogledaš tole, ne, na jugu, pa tam je bilo nekih 6 mest, ne, v prvi knjigi, potem jih pa kar naenkrat, 40, ja. 50 naenkrat gor dobiš, ne, tudi kar... No, Rodstvo smo... Ti imaš pa koliko tam? Ena vas, malo manjša vas. Rodstvo smo popolnoma enak zemljevid, s popolnoma enakimi postavkami, in jaz mislim, da to tudi tretji knjigi. Tako, kar mi gre na prejšnji argument, da pač konkretizacija je namenoma izpuščena. Zdaj imamo pa še tega, ne, potem, kaj je. Tak, Stvar, ki je začela vse skupaj. Jaz kaj sem pa zdaj odkril, da smo mi danes prišli že do sem, brez da bi fotra omenili, ne? Fotra vse ja, tega. Ja, to res nismo. Kako nam je to uspelo? Misliš Gulliverja? Ja, tam se nisem ne vidi. Danteja, da? Danteja, ja. Nekaj če damo tega fantazijskega fotra. Dejte, Boštano, povedali, koliko si kaj vi zapomnili ste podatkov iz Silmarilliona? Zdaj upam, da ste ga prebrali vsi trije. Zdaj upam, da veste, kaj je to Silmarillion. Pa kjer stric ga je spisal. Kaj pa Hurinovi otroci? Hurinova otroka? Fejka. Ne, urejal sem prevod. Držal Branka nazaj. Ne te besede, te nam obaj razumemo. Počko nove. No, a to ste prečitali in koliko kaj bi zdaj znali obnoviti, kaj je tam not? Moj bog meč. A ti znaš? Če ima tako Silmarillion. Jaz moram priznati, da se niti prebil nisem skozi. Jaz se skozi bil Gospodarja prstanov nisem prebil. Sem 3-krat ga začel, brata mi ni rata do konca. Si pa filme pogledal, ali? Filme pa sem, ja. Zelo zanimivo, ker sem jih pogledal, me je ful paril, da bi šel na en pohod. No, ker pač... Tisti, ko ste... Mislim, da je Lord of the Rings filmi se začel to norijo s barefootkami, no. Glavnem, tisti, ko ste brali Silmarillion, verjetno, ga lahko kaj pokomentirati. A imajo kdo tak specialistov za to knjigo?
noben se noče javiti. Noben ne upa, no vse zakaj pa ne, zato kot to noč se pa zgubite. Ne? Saj jaz sem se, ko pa to bereš, je pa, meni se je zdelo tako bi telefonski menik bral, ampak ne reče, da je to bilo dolgočasno, ampak to podatkov sem dobil nekrat. No, ampak ta del od Saurona mi je bil res fascinanten, recimo, ne, kako je on bil sluga itd. To je bilo res cool, ne, ostalo mi je pa kar tako mogla. No in zdaj dajmo mi malo povedati, kakva je bila pa ena najbolj bistvena razlika med Tolkienom pa temi našimi strici. Čeprav da prečete, nisem čizihe, ali pa niste mogoče. Ta diplomirani prečete slot zgovedal. Ta Tolkien je v bistvu naredil svoj svet že vnaprej, ne? On je vse pripravil, pripravil je jezik, pripravil je celo geografijo, zgodovino, ni da ni vse pripravil, pa pol zgodbe not metal. Kakor pa Martin, pa vse veš, takrat, ko je bil še on tu, je glih razlagal, ja, vsi mislijo, koliko jaz to imam, jaz pa še nimam nič, moram zdaj še malo nametati spod, kar je ta knjiga. Ja, veš, kaj se pri njemu vidite? On je hotel dati, Angleža svojo mitologijo. Tle je bil čist nekaj drugega. Medtem, ko gre pri Pratchettu, pri Martinu, pri Rothfusu, pri Abercrombiju, pri vseh teh gre dejansko za vzgib povedati zgodbo. Oni imajo zgodbo, ki jo želijo povedati in to je to. Tolkien je pa imel, jaz bom dal svoji Britaniji, svoji Angliji mit. Pa vsi so rasli s Tolkienom. Ja, pa vsi so rasli in to je ful važno. To je ful važno, ampak s tem, da oni so prišli v te generacijo, ki si ga je upala sprevreči. Tako je, nisem kopirati, ampak okolobrniti, pa razbeti, pa spet sestavsko. Če gledamo pač, kar je Tolkien naredil, to je mogoče se, veste, z tega današnjega pogleda se zdi zelo naivno, mogoče lahko pa zelo črno-belo slikanje, ampak pač to je pionirsko delo bilo na tem področju, ker se je potem napajalo in so ga poli ljudje sam kopirali, malo so imena zamenjali, ampak več ali manj je bil to Gospodar prstanov na 1000 in en način. Če tako gledaš, zanimivo, recimo ful špilo je ven prišlo iz D&D pa pač to. In še danes, ko pogledamo, dobimo kašnepski FRP, tipa, ne vem, Dragon Age Inquisition, karkoli, karkoli, in to. Mislim, ko narediš, in vidiš to, ampak ne sprevrženo, ampak skopirati. Oni so pa vzeli, pač, to pač, bi rekel, nekaj ali klišeje, pa so jih na glavo postavili, oziroma so si upali dlje raziskovati, niso pa najmorstvo Legvin, če je še omenilo, kaj tudi. In dejansko gre za potem korak naprej in s tem je pravzaprav potem se svet 90-ih tudi dobimo ta trenutek, ko naenkrat fantazijski romani postanejo nekaj, česar se tudi odrasli nasramujejo brati. Vsaj v javnosti. Nekaj biti ni romantični, postanejo green dark. Prej gre dejansko za stvari, ki so pisane za to, da jih berejo mulci in skozi njih nekako izživljajo svoje fantazije. Oni pač počnejo stvari v tem svetu, oni sebe gledajo skozi junaka, kjer je pač dejansko vse stvari so lepo pisane tudi po Campbellu, po monomitu slonijo na njem. In gre zaradi tega je pa ta Martinov to naredil tak preskok, ker naenkrat nisi imel ti nekega tega questa noter. Ker naenkrat ni, ker ti bereš, začneš pred gospodarja, točno veš, v prstan in oni ga morajo nesti. In pa se jim dogaja stvari, ampak v glavnem hodijo. Hodijo in potem Peregrine took you full, in hodijo in you shall not pass, to bi mogel prej reči, in hodijo, ampak na koncu, oni se res, zakaj nas niste kaj nesli, zakaj ste sam po nas prišli. In to journey, boljši ljudje, boljši polovnjaki. Kaj pa postanejo boljša trupla. Ja. A ti glih dovolj reči, tu imaš pa pol Martina, ki je pa, imaš pa drugi občutek, da pač je on, kakor je Rothfuss očitno sanjaral romantično v tej Felurijanki, se mi zdi, da Martin je pa tek malo oni serijski morilc po duši, in je šel tam, koga bom... On bi hiv dobil tam, pa kapavica, pa vse. Čeprav ne vem, to je pa ena od moje fanovskih teorij za tega Rothfussa, pa tudi taka, da on je rekel prej, da se spremenil, da se je Pratchett se je spremenil, pa to. Tu glede na to, koliko stvari je nastavljenih,
Pa kolikor moramo imeti, kolikor bo pol, za rešiti tretji knjigi, jaz stavim, da bo mogel priti en tak meteorit, pa pol zledela sveta, pa bomo pol stvari rešili v trenutku. Ali pa bo 5 knjig. Ali pa bo 5 knjig. Tega bo na konc 7. V 8 sezonah. To nismo še videli tega. Ki smo že tu Pri Adamsu. Zdaj bomo imeli počasi tu zaključali, da vas ne zmatramo kot pozna ura, bi pa še čisto a ste kaj v zadnjih časih igral kak špil ali pa kaj se gledal na zadnje, kar je narejeno po teh fantazijskih? Da malo povežemo še to. Ne, zavestno nisem gledal Igre prestolov in sem jih kar nekaj zvedel od Hodorja. To da hvala za to. Da je obdarjen. Ja, tudi je obdarjen. To sem videl, eno sezono sem gledal. Ne, veš, nisem gledal razen eno, pa malo druge, tretje, sem pol četrte. Pa šesta sem pokaj se slučajno, sem v 3 zjutraj zbudil podelj, pa mi to nek drugega potem ne bo gledal, ja. Ne, nič nisem gledal. A ti kaj igraš igrice, snete? Včasih pa prejšlo igrico, kaj še Hearthstone dela. Kaj še Hearthstone, to igrava obajmo. To je fantazijsko, to je World of Warcraft svet. Ne, zato to se hotel reči, špili dosti zaostaja se mi zdi tukaj. Ne? Vsakeč, ko dobimo kakšno novo zadevo, je priti mač zelo tako tolkieronska. No? Pa ne delimo kaj proti temu, a ne? Ampak pač cenim tudi napredek in drugačnost, ampak literatura se mi zdi, da tukaj kar gre naprej. Witcher. Ja, je dobro, okej. Se pravi, skoraj zmerja. Pač večinoma dobimo zelo tolkieronske zadeve. Ne? Ampak literatura se mi zdi, da tukaj kar gre naprej, ne? In ta Grimdark je dosti spravo. Zdaj ne vem, če je bil Martin Lik prvi. Če je bil celo Michael Moorcock, pa te naredi so bili, ampak on je pač naredil znan, bum naredil, a ne, in je zanimiv. Zdaj, recimo, če pogledamo program Mladinske knjige za naslednjo leto, a ne, boste šli 2 zadevi, ki nista prav nič kaj dosti romantični, a ne. Ena je Scott Lynch, ne, drugi je pa tole, kar sem jaz naredil, Joe Abercrombie, The Blade Itself, ali kot se jaz prevedel, Klic orožja. Vem, zdaj reči. Zajebal se, to ne bomo brali, to ne bomo brali. Vas to zdaj naredil, ne? Klic, kje je tle, The Blade Itself? Bože klic, nimaš pojma, nimaš pojma, niču si mi knjigo. Ladies and gentlemen, fair. V resnici, veš, ko bi zdaj, ko se je Klic orožja, jaz bi povedal, da je to v bistvu The Dark Side knjige z Bogom orožja, veš. Ne, ni. Logika je v tem, da gre ta The Blade Itself pride iz The Blade Itself in Science of the Deeds of Violence, ne, kar pomeni, da pač samo obstoj orožja, ne, navaja ljudi k nasilju, ampak obstoj orožja nekako ni bil cool, ne, zato je rad. Klic orožja, ne. Ampak skratka, hočem reči to, da ne bo naredili merde, tih bod. Naslednji let ne bo nobenih romantik, ne? Ne, se pravi, če se malo Klic orožja manji ljudi. Nisem. Pa bojo Scott Lynch, Abercrombie, pa to bo 2019 sicer, ne? Ampak, ne? Misliš, da to hit naredi? Ja. Ne, zanimivo, zdaj smo nekaj navalu tega Martinovskega, Moorcockovskega, Witcherovskega, mogoče bo šlo Witcher, kdaj rato, ne? Sam, če najdemo krvaz na Poljsko v Sloveniji, ne? Vse moramo narediti. Mokorna publica. Luka Butlera. Ti znaš Poljsko? Ne. Škoda. A zna do Poljsko? Pa se niso že v angleščini. Ja, a razumeš, ne? Recimo to tako bi rekel, da bi slovenščine kdo prevajal, tamle bi iz tiste naredila statuino že prav cela orgija nastala, razumeš? Ne moreš ti tako... To se spušča kot giljotina. Še en fena. Glavnem, ja, dejstvo je, da bo še, ne, tudi v drugo leto jeseni bomo imeli zelo darkersko besedno postaje, ko bomo govorili o orožju. Ne, imamo 9-prstega barbara, pa pokvečenega inkvizitorja, pa samo vase zaverovanega vojščaka. Rula, res je dobro. To so hotel najprej prevesti, bolno ne rodko se boš. Pa čez top časa, a lahko Abercrombija? Ok, da je Abercrombija. Tukaj pri meni prečeta, bi ne le tega Martina imamo. Mene je to zmeri fasciniralo, zato jaz sem bil totalen fan prečeta in pa sem jaz lahko enega za totalnega poznavalca fantazije, ker okoli nisem ne vem, koliko sploh poglobljeno bral
Fejka se skratka. Pač ne, meni bil prečet zanimiv zaradi humorja, zaradi stvari, pač prav so tudi določene stvari, ki so bile fantazijske sveto, pa kako mi ni bilo to zdaj pa bomo te, ne, se je že ta moj odnos do gospodarja prstanov, mislim, da pove vse. Ampak padeš not in delaš in je super. In, čeprav ena stvar, ki se še zdaj nisem opravičil, je to, da sem prebral 3 knjige od The Good Kinda. To Good Kind, to je copy. I bral tukaj The Wizard's First Rules. The Sword of Truth. The Sword of Truth. Ti si zikar. Če smo šel čez tretjo, kdor je prišel čez četvrto, recimo, a ne? A četvrto plaza to so? Ne vem. No, če je prišel čez četvrto, no, res totalno sen, ker bilo sem tako. Zdaj je 2 dni nazaj bil naredi tukaj nek nov roman, da sicer nek tehnološki thriller. Ja, je rekel, da zdaj zaključil nekaj 19 knjig, koliko je. Ja, no, neka taka nora cifra, ki bi bilo. In ljudje vsi pravi, ta knjiga mi je spremenila življenje. Ja, da bi ta... 18. Ja, ne vem. Ta gutka, če bi bil ta gutka, če bi postolovščine starega coprnika, ki hodil, to bi bilo the best. Ne, pa si pozabil na to, da je mlad coprnik in na koncu vsake knjige popeni, pogrunta, da je Warmage, razfukal vse in potem pozabil. Ja. Pozabil vse. In v naslednji knjigi, ne, je on clean slate spet, you guessed it, uganjuje in razvija, da bo spet Warmage in spet pozabil. Kaj najhuje, ne, ta mladec, ne, ki je nosilna oseba, le kdo je njega oče? Kaj mislite? Tega nikoli nisem. Glavni negativec, ki ga mora ubiti na koncu prve. Se to je prilačeno, in kaj vozi, kaj vozi, ne preče, god kaj. Na srečo sem že pozval. 7 Ferrarijev. Ja, se je to, ja. Tako kot je rekel, kjer je že rekel, Da Vinčeva šifra je rekel, pravi, I'm laughing all the way to the bank. In še nota. A ti namiguješ, da se pol splače kopira, se pravi, če bi jaz zdaj naredil neko kopijo teh njegovih nekih klasikov, bi jih tudi 2000 prodal, pa bi vozil Ferrari. A ti voziš Ferrari? Jaz v avto poslušam Ferrarija od Natalije Farbota. Ferrari Polko. Ne, temo mi zdaj, še bi do karkoli vprašal, dodal, zato, ker lahko dodate. Čist lepo. Ja, res imam eno vprašanje. Smetje, pa spižarce. A naredimo pa reklamo za tvoj spot? Ne. Kaj dober. Anyway, pač ti imaš zdaj Martina čez, ti imaš Rothfusa. Kaj mislite? A bo kera bo prej prišla? 3. od Rothfusa ali ta 6. od Martina? Mislim, da ima Martin šanse s to 6. Potem, pa govorimo o zaključku niza, pa ne vem, če boste 7. moratali. Ne, ta tip dela, zdaj čisto se drugo tako, da le, če mene vprašaš, bom vse pozabil, bom še enkrat se prebrati. Resno, to je katastrofa, če me vprašaš. No. Zdaj dela tip serijo pa tak, na mizno igro, ne pa naredi, da se zajebava pa na Facebooku. Pa špila Overwatch ali kaj je? Ja, mislim, če se človek proti špilati Overwatch, vsem, če nikoli še ti naš. Se to drug karkoli takega? Kaj doda? Ker je bilo glede Tolkiena govoreno, mislim, da on, ki je umrl, Silmarillion sploh še ni bil v obliki, da bi bil objavljen. In je šele njegov sin to skrb zbral, ker obstajaš nekaj Book of Lost Tales in tam je še precej te zgodbe, pa se noter so še tudi različne verzije, niso še družne. Če bo sploh mislim, a se pozna, da je bil sploh mišljen, da bo objavljen, oziroma nema eno dopisu, da bo objavil sploh daj. Ne, jaz mislim, da je on ta Silmarillion delal čist za sebe, zato ker si je hotel narediti, ker pač on je imel idejo, da bo naredil svet, pa jezik in vse, ker je bil tudi lingvist. Tudi po mojem je on to pač lepo si za sebe zapiske delo, ampak pol, ko so ljudje hoteli še, smo pač dobili še. Čisto je prosto, ker je tudi v končni fazi fajn, pa da smo malo videli. Ker ta tele dva, pa zdaj se pravim, prečete edinega, ne vem, tam sem samo enih 7 knjig prebral, pa to je malo preprečeto. Pri teli se mi zdi, da niso oni šli tako načrtno, da niso zdaj doma si prvo odigradili cel svet in pol so rekli, zdaj pa, ko imam vse, bom pa jaz figurice gor postavljal. Te so kar res to.
Tako da ja, jaz mislim, da to ni, po mojem mnenju, ni bilo nikoli mišljeno, vse od ta starejšega prečeta, da se bi objavljalo. Ta mlajši bi rekel, zakaj pa ne, folk ima rad to. Misliš Tolkiena? Tolkiena. In se zdaj prehaja, ne, še ena nova, bo je v posebni knjižni izdaji šla naslednjem letu zdaj. A Tolkiena? Ja. In pač na ta sliko, ker sta ta Horinova otroka, bo zdaj spet ena od teh legend razvila. Vedno prolifično. Tukaj te tu Pa čak izdaja 50 let po svoji smrti, ne? Do besedni ghostwriter. To verja, kaj ne? Tudi ghostwriter mora jesti, ne? Ja, jaz sem še eno vprašanje. A tako, kar se tiče teh zahodnih writerjev, je možno, da je Rothfuss, da ima največ vzhodnjaške mitologije? Aha, zanimivo, ja. To si pa ne upam reči, ne. Tako ne, pač kukar ste on je to geeka, no, da je to neverjetno, ne, in ono pač, ja. Tudi Dragon Ball Z. Chinese Dragon Ball. Pa da ne bilo preveč očitno, ne, se vrnati. Ampak, mislim, on je res geeked out s temi knjigami. Tako da, ne vem, če ima največ, ima pa najbolj geekovsko. Ne bo se videti, da je ta geek, reč pa Martin je pač fan zgodovine, ne? Ja, pa te zgodovinske knjige požira. Pa fan orožja, kot je sam rekel. Orožja, pa vitezov. S tem, da je pravzaprav tudi sam ne pove, da je pisal najprej, sploh ni vedel še točno kakšen svet bo to, ne? Ker je to zgodbo začel, da še nepod, ko je ena prijateljca pisateljca ga je prepričala, da ne da zmajenot, ne? Ker ena od variant je bila tudi, da bo to pač zgodba, ki se dogaja v neki paralelni zgodovini našega sveta, ampak pol ni bilo. Ne? Pa zanimivo je tudi, nekako ste spremljali, ko se je pojavil pred časom ta počrt, ki ga je pošiljal on založbam, še preden je izdal prvo knjigo, ne? Kakšni nameni so dejansko, vidiš, da to, kar smo zdaj dobili, da je pravzaprav tam prva polovica druge knjige, ki jo je on načrtoval, je rabo zdaj 5 knjig, ne, da je to zgodilo. Pa na srečo se je dosti spremenili, ne, tam je še imel te načrte, kako bo ljubezenski trikotnik med Tyrionom, Johnom Snowom pa med Arjo, Stark, pa... Mogoče se tega ne bi, ja. No, ampak oni so dejansko ampak produkt, ne bi ta 5-letni gap. Ja. Oni so dejansko produkt tega často počeli in gledali in spremljali in tako, ne, recimo, je bolj pravim bi, ne, D&D massive fan, ne, glej, ne, kaj imamo tukaj noter, ja, Barbara to poperi, ne. Tle naš slogan je... Čisti, Blood Rage, kada je Warcraft igral, ne ste ga intervju vprašal, in intervju tega mi vprašal, ti kaj je Warcraft igral, ja, men def, to je to, ne. Ta Stingo! Ja, Stingo! Job done. To je to, ne, on je, veš, zgodovina, ta je pač D&D recimo, ne, ta, ne, je pa več kot očitno rasel gor od Drunken Master, ne, ker kung fu vse poraži. Moj kung fu je boljši kot tvoj kung fu, pa neče imajo rahlo ukrivljen. Kaj smo že to videli? A veš kje, Oto Župančič Turk? Ne, Oto Pestar. Da se tudi, ko smo že pri Rothfussu, mislim, da se že tudi tu vidim, da je bolj, da ima nek to vzhodnjaško kulturo, on bolj pročoži zato, ker vse, kaj smo rekli, kaj je, ne, glavni junak. Ja, sam to vse zmeče skapno, to hoče reči, to kar plap skap pa. He's one of those traveling people. Tudi tako je. Pa Rothfuss še ima tudi tuno, ima rad battlersko kulturo, ker je pač glasbenik, ki tekmuje z drugimi. To se vidi. Tako? Še on spremljal vse. Vse. On je bil zraven, ker je KRS vam povedal, MC Shannon. Leta 87 v Brooklynu. On je Supernatural. Kar? Prej, ko je odgovor o pismekovanju, pri Rothfussu, ko v drugem delu sledi Filerijanki v gost, Gozdiček, ne vem, kaj bo privedla. Njen Gozdiček, ja. Kaj je sledi? Ja, sledi, ja. To je ta dvojina. Tam Taborlin. Tam začne Rothfuss ful spontano pisati v rimah, ne, da je to briljantno. Ja. Kako je to zaprevajati? Obup. Zdaj na glavo. Klico je Dareta Kavliča. Ne, Gradišnika. A to Mihalenca? Ja, ne, tega pa nisem pisal. Ne, to je bilo en tistih, jaz temu res, jaz padem v nek tran, res ne vem, kako je
kako bo stalo in kako je stalo, ne, ampak jaz dejansko padem v trans, naredim in pridem ven in ne morem verjeti, da sem to naredil. Isto je s pesmimi in tem poglavjem v rimah, ne, ko sem bil tako, kva? Šel pa to v rimah, fakt. In ponovno, ok, gremo, ne, in to je to, ne, in ne znam pojasniti, kako najbolj Rothfuss ne zna pojasniti, kar piše, kako je to sploh napisano, ne. Pač od nekje pride, nimam pojma, ne. Ampak jaz mislim, da je dobro, ne. Zdaj mislim, da je dobro. Jaz ne moram direkt iz proze na poezijo šalati. Ne moram, pač... Greš na forum, ne. Ja, to je to. Podučijo. Pa te repere sprašujem, če imajo kakšne nekaj za prodati. Ja, to je. Ne, dejansko ne moram, no, tudi, recimo, ok, če tako z ene rima, tako 2 vrstici ali pa 4 vrstice, ki se zrimata, ja. Recimo v Martinu, v 3., ne, v Nutri mečev imaš noter rim, se pravi, Kastamersko deževje imaš Medveda iz Ali, ko imaš poslednjega velikana. Ne, sem tisti, ki sem prevajal, ko sem gledal, se rekel, da je to zdaj ne bom in sem pustil, potem, ker je knjiga že prevedena, smo šli s kolegi na morje in sem jaz sabo vzel tiste 3 pesmi in mi rada tako v enem popoldnevu na plaži sem imel dejansko vse 3 pesmi v grobo prevedene, da ga pa sam še malo za popegle. Dejansko pač v drugo smer gre, ne, ker ti drugače se ti povežejo te nevroni, ne. Jaz sem pa sprot vse, sploh te takratke. Živijo, jaz sem pesnik, kdo si ti, pridi sem in reči hihi. Ja, super. Moj kuk ful hočete. Roberto Bilino, no, dejmo, ajde. Cela ulica Norin je tiče. Jezdile konje snežno so bele, sabo so meče in loke imele. Na glavah so krone iz listja nosile, rdeče, zelene, dišeče in mile. Mila se sklanjajo žajke. Kako si še popti reče? Fant od Fareja, pa oni poznajo župnije kot take, da lahko rečejo fant od Fareja. 6 To sem pa jaz rad opakrat uno prav napsihiran pri kakšnih stvari, ki me Juna od Brankota, ki je prevajal tele gospodarju. Ja, škal, ne, Peruniki ne Poljane, ne, da ne morajo biti, ker oni Peruna ne poznajo. Ja, to je. In pa začneš, Bordeaux barva. Utirjeno, šlo je kot maslo, moje maslo. Ne vem, neke tračevice. Ker začneš neke te stvari pa razmišljati, pa ok, vinsko rdeča, ja, za kakšne pa rečeš malo. Ampak je ena fora, ne, sej na začetku Lord of the Rings je recimo golf omenjen. To je prav Tolkien sam. Tako da recimo, da je lahko. Pa ne, v Lord of the Rings je tudi Tom Bobadil, tako da... Mislim, da smo prišli do točke, ko ta 2 primerjata doma, neče nam reka primerjata si. Reči vam. Teda, to je to. A še kakšno vprašanje? Če ima kdo karkoli za... Aha. Ja, prej je Sneti omenil, da pač medtem, ko gre literatura naprej, pa nekako zgodbe in to na nivoju iger pa bolj sanirajo kot ne. Čisto me zanima, kakšno je potem tvoje mnenje o Mass Effectu, če poznaš? Ja, poznam. Je rekel, če poznaš. Dragon Age v vesolju, ne, si to je jasno. Dragon Age je še vedno dosti klasična fantastika, čeprav imajo svoj take, ne? Ja, je take, ampak če odstraniš, ne, je v bistvu romantična zadeva s socialno noto, ne. Pravzaprav, ne. Zdaj, Mass Effect, jaz nisem opisal, ne, kar pomeni, da nisem toliko podrobno igral, ne, poznam, itak, da poznamo, ne, sam se še zmeri zdi, koliko sem ga jaz igral. Ta socialna nota, kaj prineseš marnico materija. Alo, dolgo vtiše. Samo ne bi prišel nekaj, da poznam. Vilini imajo probleme škrati in tako dalje, no, pač eni so družbeno pač potisnjeni, drugi niso družbeno potisnjeni. In pa da enem umre vol na požiralniku, ali... Ne, to ne, ampak pač, veš, to hoče reči, socialno noto ima zadeva, ne. Na socialnih mrežih. Ne, veš, koga je fora, ne? Socialne note se drugače on spozna. Ja, vem, ampak ZF, ne, ZF je bil naprej, tudi ZF igre so bil naprej kot fantazijske igre, ne. In to se vi zadnjič razmišljal, ker je bilo tako, zakaj so te fantazijske igre toliko odvisne od Tolkiena, ne? In zakaj se samo nekateri upajo naprej, kot recimo Miyazaki z Dark Souls, ne?
ker imaš v bistvu nimaš zgodbe per se zgodbe kot literarne zgodbe, ampak imaš doživljajsko zgodbo. Se pravi, to ti lahko pa sam igra, da ti hodiš in delaš, pijaš pošasti in gledaš, kaj razpada in tako naprej. In hodiš, ja. In na lajtmotiv smo začeli počasati. In ko hodiš, ti skozi to izkušnjo gradiš zgodbo, da bi ti bila podana v tekstovni ali filmski obliki. To je korak naprej. Če že ne more biti tazga koraka naprej, da bi bil Dragon Age 4 recimo, pa ne bi bil Tolkienski, pa bi bil recimo totalno Grim Dark. A veš, to je to. Zdaj, če pogledamo, je pa Witcher tisti korak naprej, ki smo ga čakali, zato je tudi trojka tako odličen špil. Pri tem je mogoče tudi to vprašanje tega, zakaj je ta razlika, ta razkorak med fantazijo pa med znanstveno fantastiko, mogoče že tudi sami iz literature izhaja, ker tako sem prej rekel, da fantazija je bila ves čas dejansko neko kopiranje samo Tolkiena, pa tudi dosta omejena, bi rekel, na ta anglosaksonski pa ameriški. ZF je šel že naprej, ZF je že tam ledo, znanstveno fantastika, pa če gledaš, je bil pa dejansko pravzaprav en redkih, če gledaš sam bivši vzhodni blok, en redkih načinov, kjer so oni lahko skrive nekaznovano opisovali. Že zaradi tega ima čisto neko drugo predzgodbo oziroma tokenih stvari, v katere se je že razvila. Pa tudi zahodna je dala vse to že čez. To, kar zdaj fantazija počne s tem, zdaj bomo pa mi pobijali ljudi, ker je cool, ker to ni več romantika, to je ZF že zdavno naredil. To je bilo že v 70-ih, 80-ih. ZF je zdaj na eni čistih stopni razvojni, zato je pa manj popularen, zato ker je nerazumljiv. Nerazumljiv je. Včasih je bil direktno, si se ti povezal z ZF-jem, ker je bil ali vzhodnik, ker je bil kritika družbe, pa zahodnik, ker je deloval obravnaval človeške teme. Zdaj šel pa čisto drugačen, zdaj so pa že res, jaz sem bral par teh novih ZF-jev, to je ono. Ja, to je tako, kaj? Čuteče vesoljske ladje, ki prehajajo med planeti, to je čist X, to so zelo specifične zadeve, zelo kikovske, ni več mainstream. ZF je mainstream strip, ni več ZF, ampak je strip je mainstream in potem razni ZF filmi, kar vesoljci pridejo, to je mainstream. Tole, smo pa zdaj tam, v tem Martinu, pa Abercrombie, pa Rothfusu, videli, kam bomo šli, ampak zdaj smo tukaj, jaz pravim, uživamo, zdaj se imamo ful dobro. To je fantasy time. Zdaj pa še pa zdaj lahko mogoče naprej, če se rekel, te stripi, kam pa pravzaprav, a lahko te superjunaške stripe pa vse to štejemo kot fantazijo, ali kar dejansko je, ali zaradi tega, ker se dogaja v našem svetu, to, kar nekako ne povežemo, čeprav gre paroboj pač za nadnaravne, zelo neke te izmišljene elemente, ki v dejanskosti ne obstajajo. Ampak zato, ker sta na prvi pogled pač imamo gozdove, kjer se koljejo škrati in vilini, pa hodijo, pri superjunakih imaš pa te neke urbane predele, kjer ne hodijo, ker letat znajo. Ampak v svojem bistvu gre pa glitko za fantazijo, ampak zmeraj, ko se pogovarjamo o fantaziji, se teh stripov mislim, da spomnimo, da bi rekel, da veš, ta Deadpool je pa tudi malo fantazija, ker z unimi sablami malo okolo pleta, pa je lepo ciničen, pa Wolverine, kam v krempački vam poženejo. A imamo koga, ko je primerjalno književnost tu študirali, pa kaj? Tam ste verjetno kar fajn razliko obdelali, upam, da, ne? To kot je. V resnici je, tiste, ki literarno teoretsko je tu precej razkoraka. Se tako, kar pravijo, pač, da magični realizem je fantazija za pisatelje, ki jih je sram reči, da pišejo fantazijo. Dobro, jaz mislim, da bo tu na tej točki zaključimo mogoče malo predpošteno, ko je rekel, it's fantasy time. Tako da, hvala lepa, ko ste prišli in drugo leto pa se pravi Abercrombie pa Lynch, ne? Tak čas nekje. Absolutno. Kaj pa boste linčali? Ja, linčali. Linčali bomo Abercrombie. Skip pa preber si da boš lahko komentiral drugo leto tukaj. Hvala.